En lep dober večer, Tanja Skaza z vami v 263. liveu, vse se da. Danes to, kar dajemo, drugim to dobimo nazaj. Danes je ta tema, ki se mi res zdi, da je dobra zavedati pred začetkom novega leta in začetek v mesec december. Kako lep dan je, 1. december. Meni je čudovit dan, 1. december, še pogledala sem v moj koledarček pozitivnih misli, je čudovita afirmacija. Pomeni, kakšna afirmacija, sem bitje luči, resnice in ljubezni. Kaj je lepšega? Biti luč, resnica in ljubezen. Luč pomeni vedno biti pozitivno naravnan, druga resnica, govoriti samo iskreno, ker mi, če govorimo iskreno, potem to tudi dobimo nazaj. In ta tretja stvar, če dajemo ljubezen, tudi ta ljubezen pride nazaj. Naj vam povem, da tole danes je gre v tretje. Ampak je že nekaj na tem dnevu, danes je res meni dober dan. Čudovito sem ga preživela, ampak nekako ni šlo, tako da bomo videli, če bo sedaj ratal moj video. Ampak se mi zdi pa pomembna vsebina teme, pomembna tema, mogoče pa ni še to zrela tema, da bi se govorilo o tej temi. Rada bi podelila, da resnično ocenjujem, da smo energetska bitja in da z energijo lahko več začutimo, kot pa z besedami. Naprimer, če si predstavljate, greste nekam na teren ali pa pridete na neki event in na tem eventu začutite ljudi in tako zraven nekoga stopite in rečete, kar zmrazite, ali pa postaneš totalno, kar napolnite z energijo. Tako da iskrena hvala čisto vsem, ki napišete, koliko delate premike z videi, koliko lahko že iz videov ponotranjite in naredite spremembo. Saj veste, da to je edino, kar šteje. To pomeni, če se človek vpraša, kaj sem naredil boljšega kot včeraj, da sem danes boljša oseba ali pa kakšne spremembe, to šteje, to vam daje energijo, to vam daje hrano. In tako vedno bolj čutite to energijo. Tako da, moj cilj bo, oziroma moja namera za 16.12. v Kristalni palači ob 17. bo, da vse moje dame, katere pridejo tam, da začutijo energijo, s katero so prišle in da začutijo energijo, s katero bodo odšle. To meni namera oziroma cilj je, da se zavedajo, kako lahko čutijo to energijo, to intuicijo in to intuicijo potem prenesejo v svoje življenje. Krasno, ker bodo obdane z ljudmi, ker bodo znale čutiti, kdo jim jemlje energijo, kdo jim daje energijo, kdo jih opolnomoči, kdo jih spodbuja, kdo jim pomaga, da so lahko boljše osebe in tako naprej. Tako da računam, da bo to polna soba te energije in da bojo to tudi prenesle. Tako lepo mi je slišati, ko mi kdo reče, mene je 14 dni držala ta energija. To je pri meni normalno. Če stranke moje ne drži energija vsaj teden dni, ko so pri meni, potem nekaj ni okej. Ampak res je pa potrebno delati. Dobro, tema je zelo zanimiva. To, kar daješ, to dobiš. To, kar daješ, to dobiš. Saj veste, kako je. Včasih sploh ne veste, da ko dobite neko dobro, ko pride nekaj dobrega do vas, ko pride nekaj dobrega do vas, da vi ne veste, da ste prav tisti dan, ali pa mogoče ne glih tisti dan, nekoga osrečili. Da ste prav tisti dan naredili nekaj dobrega. Zdaj sem se spomnila, da mi je rekla moja Aleksandra, da očala ne smemo imeti zgoraj nad glavo. Ampak ful rada je dan, če ne rabim tisto vrvico. Moram si vrvico kupiti. Vidiš, pa si z očali. To pomeni, ko vi tisti dan naredite, ali pa tisti dan nekaj naredite dobrega, potem ta energija tudi prije dobra do vas. In potem je prav, da se spomnite, če je nekaj dobrega, da rečete, kaj sem dobrega naredil, naj se spomnim, kaj mi je to poplačano. In isto tako je s slabimi stvarmi. Takrat, ko čutite, da se vam dela krivica, da vas je nekdo užalil, da vas je nekdo totalno izneveril. In vse te stvari vedite, da to ste tudi vi nekomu dali. Toliko, koliko dajete dobrega, toliko dajete slabega. Ne toliko dajete slabo. To pomeni, da sem čisto narobe rekla.
Toliko, koliko dajete dobrega, toliko dobite nazaj. Toliko slabega, koliko dajete, toliko dobite nazaj. Zato vedno tako pravijo, to, kar bom zdaj prebrala. Duhovna rast, osebna rast, spiritualna rast ni nič drugega, kot samo to, da lahko vedno bolj se zavedate tega, da ste kreator svojega življenja, da ste vi odgovorni za svoje življenje, da ste vi ustvarjalec svojega življenja, da ste vi tisti, ki se odločite, a boste danes imeli čudovit dan ali bo danes ta vaš dan malo manj lep. Okay. In osnovne knjige, tiste, ki jih že poznate in sem prepričana, da ste že marsikatero tudi prebrali, tako kot je Življenje tvoje, od Louise Hay, pa potem Moč je v tebi, pa cel kup. Ona ima res čudovite knjige, tako da jaz vsakmu priporočam, ko je na začetku, da vsaj eno to knjigo prebere. Drugo od Ester Hicksa, najprej osnovna knjiga Zakon privlačnosti, potem imate cel kup knjig, ki jih naša, res je čudovita, ker tudi kak video jaz sem pogledala in ga pogledam, Ana Bučević, noro. Spomnim se je pred 10 leti, ko smo skupaj bili, ali pred 7 leti, v 500 podjetnic in noro kak trend, noro, res živi to, kar počne, tako da noro, res je dela spremembe. Jaz jo takrat poznam, pa zdaj in vsakič, ko zdaj pogledam kak njim video, noro, res živi to, kdor je. No, ampak obstajajo pa tudi knjige, ki jih še pa jaz, tako so mi bile pri srcu in bi rada eno podelila, ker se povezuje s tem. Čak da gledam, koliko je ura, ker jaz sem takole hitra potem, pa odkrat 10 minut že mine. Tako moram gledati malo, da ne bom predolga. 3 knjige, ki mi jih je podarila moja zlata prijateljica, ona meni tako mi je napisala noter Zlata, kraljica zlata, no in jaz tudi njo rečem kraljica zlata. 3 knjige, ki so name naredile izredno, če jih dam gor, boste vi videli lučko, tako da moram pač, pa sploh jih še nam dala gor. 3 knjige, ki so name naredile velik vtis, predvsem pa, da sem bolj ponotranjila to, kdor v resnici sem. 4 dogovori, 5. dogovor in potem Mojstrstvo ljubezni. Od Don Miguela Ruca. Res dobre, čudovite. Saj jaz bom zdaj od ene knjige, pač ne bom zdaj vse prebrala, ene 4, na katero se bo pač navezalo, da vam lahko dam odgovor za vse 4 primere, ampak mi bomo pa na konkretnih primerih šli. 4 dogovori, da boste mogoče se majčkeno zamislili, ko jih bom prebrala. Vmes bom pa na veliko gledala, koliko je ura, da nam predolga. V redu? 4 so. Prvi dogovor, kateri je: bodi brezgrajen v besedah, Govori iskreno, res le tisto, kar misliš. Ne uporabljaj besed svojo škodo ali v škodo drugih. Uporabi moč svojih besed tako, da boste zasijali resnica in ljubezen. To je prvi dogovor. Drugi dogovor, meni eden izmed zelo ljubih, ki sem jih mogla skozi ta leta, jih nekako tudi ponotranjiti. Mislim ponotranjiti, da se ne ukvarjam. Ničesar ne jemlje resno. Se veste, ko začneš enkrat biti ali pa ko te malo bolj ljudje poznajo, pol nema, kaj ti napišejo. Kar počno drugi, ne počno zaradi tebe. Kar počno in govorijo drugi, je zgolj izraz njihove resničnosti, njihovih sanj. Če boš imuna mnenja in dejanja drugih, ne boš nemočna žrtev nepotrebnega trpljenja. To pomeni, ko kdorkoli napiše karkoli slabega, to, kar bomo govorili, to, kar daješ drugim, daješ sebi. To pomeni, ko vas nekdo kritizira, ne kritizira vas, on kritizira sebe. Če se pa vi ponotranjite, če vas pa zaboli, pomeni, da to tudi vi dajete naprej. Če pač napiše, je pač treba to oddati naprej. Če se to zgodi v osebnem življenju, naprimer, da vam oseba direktno reče, ne vem, to pa to, nekaj in vas na nespoštljiv način nazmerja, pomeni, da ste to vi enako naredili nekomu drugemu. Ampak to bom potem mogoče malo bolj podrobno povedala pri primerih. 3. Ničesar ne domnevaj. To je bila moja prva, ko sem še imela črne lase, se nisem mogla tega iti, ko imam pa blond, pa mi to super uspeva, da 10-krat vprašam. Zberi pogum in sprašuj, ter vselej jasno in glasno povej, kaj bi rad. Bodi jasen do drugih, da te ne bodo hromili nesporazumi, potrtost in nemir. Že zgolj ta dogovor ti bo pomagal, da boš lahko povsem spremenil svoje življenje. In 4. stvar,
Vselej daj vse od sebe. Vselej daj vedno vse od sebe. To pomeni, to vse ne bo vedno enako, če si namreč bolan. Ne more storiti toliko, koliko če si zdrav. Toda v vsakih okoliščinah se potrudi, da bo storil vse, kar je v tvojih močeh. In da ne boš več obsojal. In ne boš se več obsojal, ne boš se več trpinčil in ničesar več ne boš obžaloval. Evo, to so 4 dogovori, čudoviti dogovori, na katere se bomo zdaj mi navezali z mojim videom. To pomeni, to, kar daješ drugim, daješ tudi sebi. In jaz se bom navezala na 5 konkretnih primerov. Kratko, sladko, dajmo pogledati, koliko imam. Mislim. Eno so delavnice, eno so pa videi, ampak včasih je treba mogoče malo bolj pojasniti in pa se to zavleče. Ok, gremo na 5 konkretnih primerov. Bom poskušala te 4 dogovore, ki sem jih jaz nekako ponotranila, predstaviti. Na 5 konkretnih primerov. Na osebnosti. Gremo pogledati. To, kar, če mi sebe ne spoštujemo, če mi sebe ne cenimo, to je to, ne jemljaj resno, ampak po drugi strani moraš pa vedeti, kdo v resnici si. Če, naprimer, se kritiziramo, če se nikoli nismo dovolj dobri, če vedno želimo biti več, to tudi od drugih pričakujemo. To pomeni, ko nekdo, bom zdaj tako rekla, ko nekdo nekoga, če jaz sebe spoštujem, potem absolutno spoštujem tudi ljudi okoli sebe. Če, naprimer, sebe cenim tudi ljudi okoli sebe. Če sem zahtevna do sebe, pomeni, da sem avtomatsko zahtevna tudi do drugih okoli sebe. Če, vse je če delam z ljubeznijo, bom dobila ljubezen nazaj. V primeru, da pa ljubezni ne bom dobila nazaj, pa da v primeru, da jaz nekoga spoštujem, pa on mene ne, potem vem, da nimamo skupnih vrednot. In takrat je čas, da rečem lep dan in je čas, da se poslovimo. To je iz prejšnjega videa, kjer sem govorila, ko želite delati spremembo na sebi. Ne morete delati spremembo na sebi, pa biti z istimi ljudmi. To ne gre. Oziroma, če pa gre pa tako, da se malo odmaknete od teh ljudi, da nekaj časa si vzamete za sebe, to pomeni, to je isto tako, da se malo odmaknete od mame, da se malo odmaknete od tistih, ki vas črpajo, zaradi tega, da lahko delate, da delate korake in da vidite, kakšne spremembe lahko naredite na sebi. To pomeni, takrat, ko ne greste s kom skupaj, če vi spoštujete sebe, in pomeni, da tudi želite spoštovati osebo. V primeru, da vas ta oseba ne spoštuje, vedite, da vi mogoče koga ne spoštujete, da vam to vrača, ali pa nimate skupnih vrednot. Kako naj pojasnim glede teh vrednot? To sem posnela video, pa če ne bom spet predolga. Zavedajte se, da ni slabih ljudi. Jaz pravim, da res ni slabih ljudi. Ljudje so samo ranjeni. Ljudje ne poznajo, zdaj, če so bili od malega skozi nazmerjani, tepeni, marsikaj bi lahko še zraven povedala, pomeni, da on se sam boji in ga je strah, da ga ne boste prizadeli, da ga ne boste ranili in potem z napadom dela brani se. Nekdo se brani z molkom, z tišino, ki mi je simpatično, mi je zadnjič neka tiha Maša, s tišino pa se umakne, pa je žrtev, pa se odmakne, drugi napada na polno, tretji potem zna biti škodoželjen, pa potem na kak drugačen način, zahrbtni in tako naprej. To pomeni, poskušate gledati strani tako, če vi dajete dobro, bo to dobro prišlo do vas. V primeru pa da ne, da vi dajete dobro in to ne dobite, pomeni, da samo niste na enakih vrednotah. In če, naprimer, govorila sem o vrednotah, če je moja vrednota svoboda in oseba nima rad svobode, to pomeni, je zelo ziheraški, ima rad varnost, a mi pa še ima skupaj? Ne, mi pa sploh ne gremo skupaj. Zaradi tega, ne greva skupaj, greva tako, ampak nimamo pa skupnih vrednot, kar pomeni, da se ne bomo našli kot osebi. Dobro, to je pri osebnosti. Gremo pogledati, kaj se dogaja v partnerstvu, kar sem rekla, da bom 5 primerov naštela. Ko vi, vrednote so primarne, pri vrednotah se vse začne. Lepo prosim, tisti, ki ne veste, katere so vaše vrednote, poiščite moj video s vrednotami in začnite na začetku. Tle se začne basic, to je osnova. Basic, čista osnova. To meni sprejema se tako, da pozna svoje vrednote. Sprejme se takšen, kot si. Če si deloven, sprejmeš to, da si deloven. Okay. Druga zadeva pri partnerstvu. Še vedno jaz res ne razumem,
tega res nisem počela, odkar pomnim, nisem govorila o svojih moških grdo, da je takšen, da je drugačen, da je to, da ono ne dela. Nisem se rada pogovarjala o mojih moških z drugimi in še vedno ocenjujem in dajem en tak lep nasvet, če imate partnerja radi in če ne najdete kombinacijo s tem partnerjem, naprimer, da ga imate radi, pa ne bi šli stran od njega, pa čutite, da mu ne uspeva, gor dol, poskušajte poiskati pomoč, ne vem, ali terapeuta, ali nekoga, da vam pomaga, družinski terapeut, kdorkoli pač je, če ga imate radi in želite ostati z njim, ali pa pridite na obred ljubezni, to največ reši, tako smo največ parov tudi rešili in včasih se mi zdi tako, da sem bolj družinska terapeutka potem, kot pa, da govorite o njemu, ker to govorite potem o sebi. To pomeni, če vi rečete, da je vaš partner, ne vem, tako brez veze, ne odpira se, sem tja, potem posledično to pomeni, da tudi ste vi takšni. Ker ne more biti, če ste vi angel, je tudi on angel. Ne more biti drugače. To pomeni, smo vedno, napisala sem si, pa da vidim, koliko je ura, da ne bom predolga. To je pri partnerstvu. Lepo prosim, to, kar daš, to dobiš nazaj. Če daš partnerju ljubezen, dobi partner ljubezen nazaj. Če partner prinese rože, ne da je karkoli narobe naredil, prinese rože v zahvalo svoji partnerki, ki jo ima rad, jaz sem prepričana, da bo ta partnerka dala to njemu tudi nazaj. Ne more biti tako, da je en zmaj, en je pa angel. Ne, čeprav zmaji so meni tudi vedno bili dobri. Ampak kakorkoli, vedno sta oba, samo en se že odprl, en se še pa ni odprl. Ali pa krivce iščeta, ker prelagata. To je to pa je tisti video iz tega. Če smo imeli doma družino, ker so se non-stop kregala ati pa mami, kako naj mi imamo vedenje, da vemo, kaj se naučiti, kako je podpora partnerstva. Ne gre, res ne gre. Tako da prepustite se, pogledajte, kaj lahko naredite, poiščite nekoga, ki lahko. To je vedno dobra naložba, lepo prosim. Naj vam ne bo škoda denarja, da rečete, tega si pa ne bom privoščil, pogreste pa tam ležurat, pa porabite 200 evrov. Rajš vzamete 1 uro, ne vem, terapije, pa dejte narediti, pejte 1 uro tantre narediti, da se boste znala začutiti, da bo ta energija stekla med vama. Ok, tretja stvar, katero bi se dotaknila, otroci. Otroci so vaše ogledalo. Najhuje mi je, ko poslušam, ko mi kdo reče vmes, wow, kakega neznosnega imam. Sploh ne vem, čigav je. Grozovit je, me kar strese. In potem se spomnim, da sem bila tudi jaz mogoče kdaj taka, da sem kaj takega rekla, ker če ne vedno privlabljaš take stranke, kot si sam. Se ne moreš imeti, te vedno prijo stranke tako, kot si bil ti. 2000 leta 4, 20 in tako naprej. In potem rečejo, enega imam pa sanskega in tu sem jaz hvaležna, vsem mojim strankam, tiste, ker imam tu terapeutke, iskrena hvala, ker se marsikaj od vas naučim, od vseh se vsake nekaj naučim. Ko se enkrat mi je ena povedala, je rekla, nič se ti ne bod za tega, ker ti tako mal nagira nazaj. Vprašaj se, kaj je tisto, ko je čisto tiho, ko ti kima. Moraš vedeti, da ti hočeš, ti sploh nisi sledilka, vzgajaš pa otroka, ki bo sledilec. Ali pa kaj se skriva noter, kakšni občutki se skrivajo noter v njemu. To pomeni, otroci je prav, da so malce navihani. Kdaj pa bodo, če ne bodo navihani? Jaz naj vam povem, jaz zelo rada živim tega otroka navznotraj v sebi, ker sem od 16 leta postala odrasla oseba, začela služiti denar in uživam, ko z otrokom ali plešem, ali ko malo se ravsamo, ali karkoli, ko delamo. Jaz se prebudi, moja mala Tanja se prebudi in uživa. Tako da pri otrocih isto tako predlagam. Pazite, oziroma ne pazite, moje izkušnje so, če ne greste z otrokom skupaj, jaz se spomnim, ko sem Tijanu rekla pri 14, Tijan, prosim te, greva 1 uro terapije, da najdemo, kako bova začela komunicirati, ker to je bila najina komunikacija, je bila tako, midva smo to energijo, ko smo prišla skupaj, na elektreno, tako, čim huje, in potem postopoma, kje se pa začne, drage moje mame, pri nas, dragi očetje, pri vas, ne pri njih, pri nas. Mi se začnemo opravičevati, mi postajamo strpni, ne more otrok postati strpen, če mi nismo strpne. Tako da, moj otrok iz vsakega mojega obreda, enkrat mi je rekel, lepo prosim o meni, prosim več ne govori, zaradi tega se veste, 18-letniki to ni v redu, pa 14-letnik tudi, pač imam drugačna 2 otroka in mi je ful všeč, niste rada tako, nimajo čisto dovolj, da sta.
Tako meni rečeta, da ne rabite nobenih videov. Sploh eni odobrava, eni ne odobrava. No, ampak se spomnim, ko sva res imela mal izziv, ne da sva imela, sva kar dosti kradila, hotela sem pa to povedati. Po koncu vsakega obreda, pa vedite, da sem enkrat na mesec, s 13, 10, 14, 12 čudovitimi prebojenimi lučkami na obredu. Vsak obred, moj otrok tudi dobi sporočilo, da se mu iskreno opravičujem, da pišem vse notri, da sem poskušala vedno biti najboljša mamica in da jih imam izmerno rada, ampak da včasih je prav, da me ustavite, da me učita. Pišem. To pomeni, jaz se mojim otrokom znam opravičiti, znam povedati, kaj sem grešila, znam povedati, česa jim nisem dala, znam jim povedati, katere vzorce sem jim dala in na kak način jim poskušam odpirati. Mi smo tisti, ne oni. Prvo smo mi tisti. Mi jih vzgajamo in mi vzgojo pokažemo, kako se jim približamo. Tako da, to, kar daješ, to dobiš. Če sem dala strogost, če sem dala cp ultimate, sem to tudi dobila. Moj otrok ni znal drugače, kot pa cap, na tak način, kot je mamica bila. Drugače ne gre. Ok, 4. stvar, služba. To daj meni tak res na svet. A veste, jaz sem že, tisti, ki me poznate, ne vem, odkak imam tak podjetniški duh. Lejte, nimam ne očeta, ne mamo, ki bi imela ta podjetniški duh. Res ne. Dobro, imam pa sorodstvo, po mamini strani, imam tako zelo podjetno in zanimivo, ker sem tudi mogoče rasla, sem skozi bila tako. Vsaka služba mi je pomenila odgovornost. Najprej zato, ker sem hitro zrasla in potem posledično sem to tudi tako jemala. In vsako službo sem rada hodila, vsako službo sem, z nikomer se nisem skregala, bila sem zelo odprta, zelo spoštljiva do vseh vodij, to pomeni za mene je vodja. Tako, to je tudi vzgoja, to so te vrednote, ki jih dobiš od staršev. In v vsaki službi sem, ne vem, odprta vrata pustila, bila odlična in šla naprej. Zakaj to govorim? Vem, da ta svet je prinesel veliko nezadovoljstva. Predvsem sem prepričana, da časopisi, televizija, nema, tega je malo morja. In vedno več, ko je tega, potem je nezadovoljstva. Pa včasih jaz sploh nisem vedela. Jaz, na primer, a veste, da ko sem dobila prošnjo, pogodbo, jaz niti eno pogodbo nisem pogledala, kakšne imam pravice, kakšne nimam pravice. Danes bolj vejo, kakšne imaš pravice, kot pa kakšne imaš obveznosti. Resnično bi rada kdaj branila, tudi kdaj postavila kakega delodajalca. Dragi moji, v podjetjih, v nekih določenih podjetjih, ne vem zdaj vseh, tam, ker jaz hodim, tam to vidim, da imajo. Imajo vse, od vseh pogojev do vsega, res hočejo ljudje osrečiti. Seveda obstajajo te, ampak to je manjšina. Vsi ostali, poglejte, koliko delodajalcev omogoča zaposlenim, da lahko živijo varno in da lahko delajo, da lahko njihovi se počutijo varno in njihove družine. Ok, kaj je bil cilj tega? Karkoli vidite pri delodajalcih, pri vodji slabo in potem govorite o tem. Govorite, vedno več nalagate. Vedno slabše in slabše bo. Če niste zadovoljni v službi, isto kot s partnerjem, pri partnerju vam svetujem, pri otroku vam svetujem, najte za božjo voljo kakega terapeuta, 2 uri razkirite, garantiram vam, že v 2 urah boste marsikaj vedeli. Marsikaj, podpišem, zaradi tega, ker imam take stranke, ki prijo mogoče, da so samo 2 uri pri meni, pa se jim že odpre. Kaj šele pri komu drugih, če mogoče potem malo več delaš teh sprememb. Če niste zadovoljni na tem delovnem mestu, sigurno obstaja nekjer, kjer boste vi presrečni, kjer boste razvijali sebe, kjer boste živeli, kjer ste poklicani. Poklicani ste za to, da nekaj naredite. Pejte, ampak preden greste, poiščite 21 dni hvaležnosti okrog in okrog. Hvaležen sem za to, da imam plačo. Hvaležen sem za to, da imam dopust. Hvaležen sem za to, da imam božičnico. Hvaležen sem za regres. Hvaležen sem za prostore, kjer lahko delam. Hvaležen sem za to, da sem se nekaj novega naučila, da ste dobili neke nove izkušnje. Hvaležen sem za varnost, ker imam zdravstveno varnost. Karkoli se mi zgodi, lahko grem in sem varen, da dobim plačano.
Hvaležen sem, ne vem, ker sem se lahko izobraževal. Mislim, halo, meni po ne vem kolikih letih moji bivši sodelavci pišejo, da so tako hvaležni, da če so pa kaj pridobili v našem podjetju, so pa pridobili izobraževanje. Da smo jim toliko dali, toliko noter, to je noro in to je tako lepo tudi videti. Zahvalite se, bodite hvaležni, ker, ko boste šli v drugo službo, prihaja obilje. Tisto, kar ste tle pustili, boste tam dobili. Tam, kar ste pustili, pustite pečat, ampak naj bo ta pečat lep, naj ne bo tak. Se veste, če tu pustite slab pečat, ga prenesete v službo z rukzakom. Pa še en rukzak, pa še en rukzak. Ok, to je služba. In še zadnja, potem pa končam. Prijateljstvo. Eni se radi veliko družijo, drugi ne. Če bi mene vprašali, jaz sem obdana s čudovitimi ženskami. Jaz sem prepričana, koliko vas je takih, ki me spremljate, koliko je takih, ko sem pa res zraven njihala. Jaz raje delam na tem osebnem pristopu, to pomeni veliko mi pomeni, če se čutimo, zaradi tega, ker delam s srcem, ampak obdana sem 130 ženskami, če ne še več. Ne, seveda, pol več, pozabim mogoče. To na koncu leta naredim številko, pa potem vam povem. No, ampak kaj je pomembno? In zato mogoče ne rabim toliko prijateljic, zato ker sem obdana ženskami. Te ženske me polnijo, če me ne polnijo, pomeni, da dovod energije ni enak. Ko čutim, da osebi dam in da oseba meni da, pomeni, da se jaz počutim dobro, ne glede na to, koliko delam. Ko pa čutim, da mi energija odteka, vem, da dovod ni ta pravi. Da nekaj ni ok, ali je stranka, ne vem, nismo za skupaj, nimamo enakih vrednot, nekaj ne oddela in je tudi to treba končati. Ok, da nam zdaj, pol kar gre mal tja. Kaj se pa zgodi, če pa imate veliko prijateljic in potem se vam zgodi, da ste žalostni, da vas je razočarala, da vas je izneverila, gor dol sem tja. Isto to se vprašajte. Isto, čisto isto, tako kot v službi, tako kot za partnerja, tako kot za otroka. Če vas je nekdo izneveril od prijateljice, se vprašajte, koga ste vi izneverili. Koga ste izneverili? Če vas je katera prijateljica, ne vem, tako res prizadela, močno prizadela, prosim, poglejte, koga ste vi prizadeli. Jaz bom podelila nekaj primerov, da se boste mogoče našli. Ali ste mogoče vzeli kateri moža? A vi veste, koliko energije, te energije slabe, prenesete nase? Zaradi tega, ker če ste tam nekoga tako močno prizadeli, ne more biti, da bo to odprto, da bo to kratko ostalo. To je prva zadeva. Lepo prosim, razen, če ste se tam dogovorila za moderno vezo in da pač moja partnerka rekla, da lahko. Druga zadeva, imate prijateljico, na katero imate zelo, zelo, zelo radi. Zelo radi jo imate, ampak vas ona odbija, ne sprejema vas. Poglejte, kje vi zgubljate, kaj ste vi naredili, kaj ste vi na drugi strani naredili, mogoče kateri dami, da jo odbijate. Ona izredno hoče biti z vami, vi jo pa odbijate. Spet pravim, vse se pa začne pri vrednotah. Velja? Ko govorimo o prijateljstvu, se začne pri vrednotah. Lahko, da nimate sploh skupnih vrednot in potem sploh ne gresta skupaj. Primer, ena bi skozi je v vlogi žrtve, druga pa skozi v vlogi zmagovalke. To ne gre skupaj. Drage moje, to ne gre skupaj. To si morate lepo kljukice dati, poljubčkati si, reči, da je prav, da se odmaknete za nekaj časa in potem prijete nazaj. Ne gre skupaj, res ne. Pa še kako tako, ali pa naprimer ena bi skozi žurala, druga pa ima drugačen način življenja in je rada, ne vem, tako gre na meditacijo, se izobražuje. To ne gre skupaj, ne gre. Ok, to pomeni, ko dajemo, to dobimo nazaj. Izhajajte iz tega. Kaj ste dali, da ste to dobili nazaj? Če ste dajali lepe stvari, tako da, drage moje, vse tiste, ki mi lepo pišete, dragi moji, vsi tisti, ki mi lepo pišete, ja, to boste tudi dobili nazaj in to ste vi. Se spomnite, kaj sem prebrala 4 dogovori? Ko nekoga kritizirajo, pomeni, da ne kritizirajo vas, če pa že kritizirajo vas, naprimer to zdaj ne govorimo preko socialnih omrežij, ko nekdo napiše pa karkoli, se vprašate, koga ste vi mogoče kritizirali? Kdo je vas? Ste koga kritizirali, V primeru pa, da nekdo karkoli, ki ga sploh ne poznate, nimate nobene veze z njim
in vam seveda napiše, vzamite, spustite, to ni vaše, če vas ne začutite, ampak to samo spustite, pa rečete, to je od te osebe, kot je. Marsikaj bi še lahko naštela, ampak jaz mislim, da sem vam povedala, da kako lahko postanete najboljša verzija sebe, je definitivno tako, da se vsak dan vprašate, kakšno spremembo sem naredil, da sem danes boljša oseba. Ali pa mogoče na letnem nivoju, ko bomo drugič delali, to meni naslednji četrtek, bom poskušala vam bom pokazala, spomnite se, že imam posnet video o pismu, kako zastaviti si cilje za leto 2023, ampak boste pisali pismo. Jaz vam bom poskušala vas voditi z nekimi navodili, da si postavite in kakšne volje pač, kako morate biti pretočni, koliko lahkotni, da se bo to tudi uresničilo. Tako da, dragi moji, jaz vam želim čudovit vikend. Moj vikend bo seveda prekrasen, ker grem spet na obred s 13 krasnimi osebami, ki se bojo prebudile, se veste, kot lučke, se bojo začele svetiti. Jaz pa računam, da glede na to, da se je začel december, da si boste tudi vi vzeli čas zase, za tiste, ki jih imate radi, najprej zase, za tiste, ki jih imate radi in predvsem, kar boste v svoje življenje vnesli veliko lahkotnosti, ljubezni in tega notranjega miru. Tako da, en lep večer in se vidimo, zdaj se sploh ne vidimo, zdaj se res vidimo, 6.12. se vidimo, ko bom pa mojim dragim damam podarila eno čudovito darilo, ki se je ustvarjalo 2 leti z različnimi ljudmi, ampak predvsem to je pa plod najine ljubezni z Igorjem, kjer sva ustvarila nekaj lončkov, simbole pa ustvarila moja čudovita dama, ki jo boste spoznali, ki bom posnela video z njo, moja Mirjana, Skaza Kap kreator, to pomeni dajem ljubezen za ljubezen. Vse dobro vam želim in se vidimo, kdaj se vidimo? Četrtek, z enimi pa že kar v torek. Čau, čau.